Ime tedna. Ime tedna je Lara Ulčakar, raziskovalka, ki je skupaj z ekipo na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko prvič javno demonstrirala tako imenovano kvantno prepletenost, ponovitev zgodovinskega eksperimenta, ki so ga pripravili ob mednarodnem letu kvantne fizike, pa potrjuje pravilnost kvantnega opisa sveta in odpira vrata varni kvantni komunikaciji. Lara Ulčakar, dober dan želim. Dober dan. Jaz sem prepričan, da vi obvladate komuniciranje znanosti, namreč to, kar sem zdaj povedal, meni ne pove veliko, čeprav sem ves dan govoril o kvantnem prepletanju, o kvantni prepletenosti in tako naprej. Tudi mi smo bili zraven prejšnji teden, na Valu 202 je bil v sredo kvantni dan, bili smo zraven, ko ste izvedli ta eksperiment. Nas lahko še enkrat popeljete skozenj, kako je potekal in kaj dokazuje vnovič, kot razumem, ne? Ok. Ja, torej pri eksperimentu, v bistvu glavni del eksperimenta je, kako ustvariti kvantna prepletena stanja. To so pač posebna stanja kvantnih sistemov. Pri nas smo imeli dva fotona, to so delci svetlobe, ki smo jih v bistvu ustvarili v prepletenem stanju. In to smo naredili na optični postavitvi. Torej, imeli smo laser, ki smo ga potem vodili čez različne optične elemente, ki so potem ustvarjali kvantna prepletena stanja. In in potem drug del eksperimenta je pa bil v bistvu ravno ta test, ki smo ga javno demonstrirali, torej Bellov test. Ta Bellov test pa v bistvu pokaže, da so v kvantni fiziki, da so ta kvantna prepletena stanja, da v bistvu zelo odstopajo od klasičnega pojmovanja sveta. In sicer da se dokazati, da te dva delca, ki sta kvantno prepletena, da v bistvu med njima obstajajo zelo močne kvantne korelacije, kar v bistvu pomeni, da če na enem delcu nekaj naredimo, na drugem koncu vesolja bo to direktno vplivalo na njegovega partnerja. In to smo v bistvu dokazali v eksperimentu. In zato se to imenuje strašljivo delovanje na daljavo, kar sem prej omenil? Ja, tako je. Ja. Tako bi pa tlele v bistvu omenila, da v bistvu pri tem eksperimentu se nekako dokaže, da svet ni lokalen in hkrati, da ni realen. Tako da v bistvu ne gre za to, da je res v bistvu strašljivo delovanje na daljavo ne obstaja, je samo v bistvu neka taka naša interpretacija teh kvantnih pojavov. Samo še to me zanima, a če bi recimo ta vaš eksperiment privedel do drugačnega rezultata, do nekega drugega izida, bi to pomenilo, da ste zgrešili, ne pa da ste odkrili nekaj novega? Ali bi vendarle, se zasejal nek dvom? Ja, definitivno bi to pomenilo, da eksperiment ni dobro deloval. V bistvu do tega je skoraj prišlo. Te eksperimente ponavadi izvajamo v nekem takem stabilnem, kontroliranem okolju, kakor je pač v laboratoriju za kvantno optiko. No, zdaj na dan demonstracije smo ga pa naredili v knjižnici od Fakultete za matematiko in fiziko in tam so bili pa pogoji zelo nestabilni. Recimo, bilo je veliko svetlobe, pač dnevne svetlobe, ki je v bistvu motila detektorje posameznih fotonov, ki smo jih potrebovali v eksperimentu. In hkrati temperatura se je v prostoru se je povišala za 3 stopinje, zaradi tega, ker je toliko veliko ljudi prišlo noter, tako da je to v bistvu zelo vplivalo na eksperiment. In skoraj nam ne bi uspel. V bistvu mi smo merili eno številko in naša številka bi morala biti več kot 2, morala bi biti 2,8 ali 7, no in bila je pa v bistvu samo 0,07 več kot 2, tako da skoraj nam ni uspel, tako da smo bili vsi zelo na trnih. Če ostanemo za trenutek v realnem svetu, prej ste tudi sami omenjali realni svet, kaj vse ima danes temelj v kvantni prepletenosti? Kaj je temelj? Kaj vse temelji v kvantni prepletenosti, delovanje kvantnih računalnikov in podobno? Ja, v bistvu vse kvantne tehnologije oziroma res velika večina temelji na temu pojavu. Recimo, v kvantnih računalnikih v bistvu zelo osnovna
logična vrata za kvantna stanja v bistvu prav temeljijo na tem, da ti prepletajo stanja in algoritmi na tem temeljijo. Potem obstajajo kvantni senzori, ki torej v primerjavi z klasičnimi senzori so veliko bolj občutljivi in oni tudi uporabljajo prepletena stanja. Potem pa se prepletena stanja lahko še uporablja v kvantni komunikaciji, ki nam zagotavlja veliko bolj varno komunikacijo, kakor klasična komunikacija. Ja, in v zvezi s tem tudi peljete nek aktualen projekt, evropsko financiran, kjer razvijate prvo slovensko mrežo za kvantno komunikacijo med več vladnimi vozlišči v Sloveniji. Lahko poveste kaj več o tem? Zdaj poteka, to je projekt Sequit, ta poteka že 2 leti, pa še 1 leto bo. In v bistvu cilj tega projekta je, da vzpostavi prvo demonstracijsko omrežje za kvantno izmenjavo ključa, torej za kvantno komunikacijo. In člani tega projekta smo Fakulteta za matematiko in fiziko, Inštitut Jožefa Štefana, slovensko podjetje Beyond Semiconductor in 2 vladna urada URSTIV in UVTP. In projekt pa financira Slovenija in Evropska unija. Lara Ulčakar, raziskovalka ime tedna na Valu 202, nam lahko poveste, kako ste vi pristali v tem svetu kvantnega raziskovanja? To se je pa v bistvu čisto naravno zgodilo čez moj študij. Torej, študirala sem fiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko in v 3. letniku ko sem imela prvič predavanja iz kvantne mehanike, me je v bistvu ravno ta eksperiment, ki smo ga danes izvajali, me je toliko navdušil. V bistvu navdušil me je pa zaradi mojega profesorja, ki je tudi v bistvu vodil to demonstracijo skupaj z našim laboratorijem in še vedno skupaj sodelujemo. Tako da zdaj sem pa tle, nekako čisto naravno, da sem vodil. Jaz moram reči, da se mi možgani zapletajo, res, ker skušam vse to nekako razumeti, o čemer pripovedujete. Lara Ulčakar, eno bolj preprosto vprašanje. V nekem intervjuju ste rekli, da so bile vaše otroške sanje, da bi bili znanstvenica, ampak da so se te sanje kmalu razblinile, ker ste mislili, da je za to treba biti genij. Zdaj, danes ste znanstvenica. Kaj se je torej spremenilo? Ste ugotovili, da ste genij ali da ste lahko znanstvenica tudi ne glede na to, da niste genij? Ne, definitivno ni treba biti genij. Treba je biti, moraš imeti občutek za naravoslovne znanosti, je pa zraven v bistvu tudi treba imeti zelo veliko trdega dela. Jaz sem se kot študentka, sem se skozi učila, nobenih žurk ni bilo, tako da predvsem ti mora biti tema všeč in ji slediti. Bili ste nagrajeni pred leti kot perspektivna mlada raziskovalka, tudi dobili štipendijo za ženske v znanosti, to je program, ki si prizadeva za izboljšanje položaja, ozavešča o pomenu zastopanosti žensk v znanstvenih poklicih. Bi rekli, da ste morali kot ženska se bolj dokazovati, bolj boriti, ali je zdaj to vendarle že stvar preteklosti in te mlajše, recimo, generacije, katere del ste tudi sami, vstopajo čisto drugače na to polje in to sploh ni več vprašanje? Torej, v okolju, v katerem se jaz gibljam, jaz nikoli nisem čutila kakšnih manjših možnosti ali pa da bi se morala kaj več dokazovati. Sem pa slišala, da na kakšnih področjih v bistvu da še vedno ni tako. Tako da verjamem, da je take v bistvu nagrade in spodbude, da so še vedno potrebne. Ampak v fiziki moram reči, da tega ni bilo. Lara Ulčakar, prej ste rekli, da vas je profesor pravzaprav najbolje navdušil za tole področje, za znanost. Me zanima, kaj pa danes, naprimer, kakor vi vidite situacijo, navdušuje mlade. So tudi to še vedno najprej in v prvi vrsti profesori ali morda tudi, komuniciranje znanosti prek medijev, prek družabnih omrežij, dnevi, kakršen je bil kvantni dan in podobno? Jaz bi rekla, da popularizacija znanosti verjetno navdušuje predvsem mlade, še preden sploh pridejo do faksa. In v bistvu to je ponavadi v bistvu najbolj ključen čas. Na faksu pa so potem definitivno so profesori potem te preusmerijo v področje, nad katerim te navdušijo. Ampak na splošno za fiziko bi pa rekla, da predvsem taki dogodki.
Prej ste rekli, da v času študija niste hodili na žurke, ne, da ste prosti čas namenjali učenju. Kaj pa zdaj, ko ste že iz tega študijskega obdobja, imate tudi kaj prostega časa, kako ga izkoriščate? Nekje sem zasledil, da se učite tuje jezike, v množini ste to rekli. Kaj to pomeni? V bistvu leta sem se učila ruščine in nemščine, ampak zdaj sem oboje opustila v bistvu zaradi večjih odgovornosti v službi, nažalost, ampak imam pa definitivno več časa in v bistvu sem zdaj v letih po študiju, torej po magistrskem študiju, sem nadomestila za vse žurke, ki sem jih prej zamudila. Odlično, nas veseli, da slišimo, da se znate tudi raziskovalci, znanstveniki tudi sprostiti. Torej, ja? Ja, definitivno se znamo. Lara Olčakar je ime tedna na Valu 202, raziskovalka, torej, ki je skupaj z ekipo na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko prvič javno demonstrirala tako imenovano kvantno prepletenost. Hvala lepa, ker ste si vzeli čas za Val 202 tudi na ta praznični ponedeljek in uspešno delo vam želim. Ja, hvala. Veliko uspehov še naprej.